Pozdravljeni, jaz sem Jelin Klemenčič. Pri nas na MMTV-ju začenjamo eno novo oddajo. Imenovala se bo Popotnik. O čem bo v tej oddaji govora? Torej, veliko je ljudi, ki potujejo, veliko je tudi ljudi, ki bi radi potovali, dosti recimo mladih, pa tudi starejših, ki še niso prav veliko prepotovali, pa bi prav radi kam šli, ampak ne vejo kako se stvari lotiti. Ne vejo, naprimer, koliko denarja potrebuješ za kakšno potovanje. Vsi si predstavljajo, da so to grozno drage stvari, ki so dostopne samo bogatašem. In zaradi tega potem gledajo razne potopisne oddaje, berajo romane in potopise in tako naprej, sami se pa nikamor ne spravijo. No, jaz sam sem že nekaj prepotoval in tako da imam kar nekaj izkušenj z tega področja. In vam lahko mirno povem, da pravzaprav kakšnih strašnih finančnih sredstev za taka potovanja sploh ni treba imeti. Še posebej, če ste mladi, če imate dovolj energije. Zdaj da se vzeti lepo en majhen rukzak, tisto nujno obleko, kolikor jo rabiš za polet, par dolarjev ali pa par mark za tisto, kar boš pač pojedel, kruha in vode v raznih, recimo, samopostrežbah in tako naprej. In greš lepo na najbližjo cesto, dvigneš pavc in si lahko za en mesec ali pa 2 meseca lepo odsoten od svojih najdražjih in najbližjih. Še posebej, če ste še srednješolci ali pa študentje, pa imate polet dosti časa. No, zdaj, kako natančno bo izgledala naša oddaja, bomo še počasi videli. Vi boste, torej vaša naloga je, da predvsem, če ste sami že kdaj potovali, da nam pišete, da nam date kakšno dobro idejo, da poveste kakšno svojo zanimivo izkušnjo. Še posebej, če ste imeli kakšno vratolomno potovanje, če se vam je zgodilo kaj res posebnega, na vsak način to napišite. Če bo kaj dobrega, bomo potem to prebrali. Če imate kakšno idejo, kako naj našo oddajo oblikujemo, če karkoli takega skratka imate, lepo napišite nam. Oddaja Popotnik, MMTV, to je naš naslov, veste. Če pa ne veste, ga bomo pa napisali preko našega ekrana. Skratka, sodelujte pri tej naši oddaji. Zdaj, po svetu potuje cela vrsta ljudi in človek bi pričakoval, da po logičnem, da po nekakšni logiki bo tudi toliko in toliko Slovencev vmes. Ampak, ko potuješ, velika večina je Francozov, potem je veliko tudi kakšnih Nemcev, Angležev, ogromno Izraelcev, pa še kakšnih drugih. Slovenci so pa tako redki, da se bo usmili. Pa tudi pred nekaj leti, ko smo bili še Jugoslavija, čim si šel malo dal, ali sploh niso vedeli, kje je kakšna Jugoslavija, ali pa so rekli, da si pač prvi Jugoslavan za Slovence, takrat sploh še nobeden ni vedel, ki so ga sploh kdaj videli, kje potovati. In tako se je pol godilo, da na Daljnem vzhodu so govorili, pri vas v Čekoslaviji, ali pa v Jugoslovakiji, ali pa kakorkoli že. No, pred 2 letoma, ko je bila ravno sveža naša država Slovenija, sem pa v Južni Ameriki večkrat omenil Slovenijo, takrat mi pa lahko verjamete, da so pa kar vsi dosti dobro poznali Slovenijo, ker je pač bila to prvič po dolgem času kakšna vojna v Evropi. No, to, kar hočem zdaj povedati, je to. Zelo malo Slovencev potuje, pa bi bilo lepo, če bi jih več potovali. In eden od namenov naše oddaje je tudi to. Namreč, dal vam bomo razne nasvete, kako čim ceneje, čim dol potovati, na kakšen način se morate obnašati in malo vam bomo pojasnili, da pač sploh ni nobena taka posebna stvar potovati. In upam, da se boste tudi sami navdušili in mogoče šli za začetek na kakšen bolj enostaven način na pot, potem kasneje pa mogoče tudi kakšno bolj vratolomno potovanje, tako kakršno ste mogoče samo do zdaj brali o njem ali pa kaj podobnega. Na kakšen način se da potovati? Možnost je praktično neizčrpno število. Najbolj enostaven, zaradi tega, ker rabiš zelo malo sredstev, istočasno pa najbolj težek način, ker je pač potrebno precej poguma in energije. Najbolj enostaven način je torej avtoštop. Kako to izgleda? Na rami imaš nahrbtnik, kar niti ni nujno, sicer nahrbtnik je nekakšen razpoznavni znak vseh popotnikov, ampak eden od mojih kolegov je recimo tudi, ker mu je mama tečnarila, vzel sabo kufer, recimo piše lepo, tele karjav, 4-glad kufer, in je šel na svoje prvo potovanje do Nordkapa in potem šel do Anglije in potem nazaj domov in je rekel, da sploh ni bilo tako slabo. Lepo je skredo napisal gor na kovček, kam tisti hip hoče iti, lepo se je usedel na kovček, dvignil pavc, in je rekel, da je kar lepo potoval in da niti ni bilo sile, samo zoprno je bilo, kadar je bilo treba kam ven iz mesta hoditi pa nositi tisti kovček sabo. Ampak najbolj praktično je pa, če imaš sabo nahrbtnik. Če nimaš velikih zahtev, je dosti dobra tudi kakšna taka majhna torba. Poznam enega, ki je za eno 4-litrsko torbo bil tudi po par mesecev v Angliji in tako naprej.
In 2 majice imel noter, ki jih je včasih upravljal, pa tudi ne. Ostalo je pa več ali manj, kolikor je potreboval za življenje, se je že najdel na tak ali drugačen način. Ni imel glih kakšnih, ne vem kako visokih, recimo takih moralnih norm, ali kako bi se temu rekli, in je včasih tudi kaj nafehtal, včasih je šel na kakšen trg pogledal, če so kakšne lubenice ali pa kakšno sadje ostalo. Na tak način se da kar lepo poceni preživeti in niti ni kakšna velika težava potovati. No, zdaj, eden od najbolj popularnih načinov potovanja, vsaj med mladimi, je Interrail. Verjetno ste že slišali za to. Zadeva se kupi enostavno na železniški postaji ali pa na Slovenija Turistu. Stane tam okrog 300-400 mark. Interrail je pa karta, ki velja na vseh evropskih železnicah in tudi v nekaterih državah Bližnjega vzhoda, pa mislim, da v Maroku, če se prav ne motim. S tisto karto neomejeno potuješ 1 mesec. In je dosti zanimiva zaradi tega, ker prvič ni treba ne vem kakšne grozne energije zbirati, pa poguma, pa ne vem kaj še vse, ampak enostavno poiščeš pač kakšen tak kupe, kjer so še kakšni drugi popotniki noter, tako jih poznaš potem, da pač ima vsak svoj nahrbtnik, takoj boš dobil družbo. No, s to družbo so prav zapleti. Jaz recimo, ko sem prvič šel potovati, je bilo tam v 2., 3. letniku srednje šole. Seveda sem se bavil sam, pa sem pol vsem kolegom rekel, kdo bo šel zdaj z mano, da bova vsaj 2 ali pa 3. Pa so vsi imeli razne razloge, ali niso imeli denarja, ali so jim starši kaj tečnarili, ali so imeli tudi kakšnega popravca, ali karkoli že, ali so imeli pa druge plane. Tako da navsezadnje, če ne bi že ravno vsem svojim prijateljem povedal, zdaj grem pa potovati, bi verjetno se prestrašil, pa sploh nikamor ne bi šel. Tako sem pa že vsem povedal, da zdaj grem. In pol jasno, da nisem mogel zdaj reči, no, zdaj pa sem se premislil, zdaj pa nikamor ne grem. Ampak sem pač s krepko tremo in z nahrbtnikom na rami pol lepo odpotoval prvič. No, in po prvih par kilometrih v prvem avtu je bilo že kar vse v redu. Zdaj, kako se je sploh to popotništvo, ali kako bi se temu rekli, začelo? Pri nas več ali manj tam nekje v 70 letih, deloma že v 60 letih, z vsem tem gibanjem, ki se je pač takrat začenjalo. Najprej so bili to po Elvisu Presleyu Beatli, potem so se začeli razni ansambli, ki so na drugačen način igrali muziko. Rock'n'roll se je začenjal, potem je počasi prihajalo hipijevstvo, oziroma v mojih časih je že odhajalo hipijevstvo. Ampak tisti, ki so bili glavni frajerji, so imeli tak tipičen imidž. Razcapano obleko, čim bolj razcapana, tem večji frajer si bil, dolge lase, po možnosti kakšna brada, če ti je že poganjala, ampak večini od nas takrat še ni. Pa nahrbtnik, pa to je bilo pa že več ali manj vse. In zdaj ta glavni frajerji so potem štopali. Zdaj, to je dosti lahko reči, no, ampak takrat, ko je treba iti na štop, pa če še nikoli nisi štopal, pa če si namenjen za par mesecev ali pa mogoče samo za par tednov, je to kar dosti zoprna odločitev. Enostavno moraš pač pogoltniti slino in se postaviti na cesto. Kako natančno se štopa, bomo kdaj drugič govorili. Danes bi še malo pogovarjali se o tem, kako bo naša oddaja izgledala. Torej, tukaj se bomo pogovarjali. Kako? See them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the